Spoštovane dame in gospodje, projekt Ključ, tokrat ena zelo pomembna informacija, in sicer sedaj se skozi te videobloge in ostale publikacije približujemo nekako tisti končni formuli, ki povsem nazorno pokaže, kar postopoma sporočamo ves čas, da že od pradavnine naprej ljudje častijo sonce in vesolje kot tisto, kar bi naj bilo Bog, in da šele kasneje z vstopom nekih dejansko kriminaliziranih skupin v kulte in religije pride do tega, da se prično širiti irealne dogme, po domače nebuloze, kriminal, korupcija in podobno. In jaz vam povem, kot tisti, ki sem to zelo podrobno raziskoval, da ni najbolj pametno stati na stališču, da je cerkev in svetišča v celoti nekaj brezveznega, posebej tu v tem našem okolju, kjer je komunizem svojo civilno religijo dejansko izpodrinil in nekako zaviral vse ostale dotedanje kulte, verstva in podobno, zato ker bi mu seveda bila konkurenca oziroma ljudje bi dojeli, da pa sistemom kulta osebnosti dejansko nekaj ne štima. Torej v obdobju po drugi svetovni vojni je v našem okolju 45 let veljalo, da je vesolje človek, v tem primeru Tito, za katerega so se morali peti pesmi, da je sonce, srce, ljubezen in dejansko vse, kar nekako do nas iz vesolja pride. Ampak ni bistvo tega videobloga danes to. Želel sem povedati eno drugo stvar in zelo natančno je treba razmišljati o tem in podrobno. Se najdejo danes ljudje, ki pa so od nekak te komunistične doktrine sposobni se stopiti, ampak rečejo, ja, poglej, cerkev je en sam kriminal, levo, desno, gor, dol. Da, ampak mi moramo ločiti cerkev kot stavbo, kot verske objekte in cerkev kot sistem. Znotraj tega cerkvenega sistema je potreba imeti na umu, da spet smo tam v obdobju druge svetovne vojne, so večino vseh poštenih, etičnih in moralnih duhovnikov, župnikov in v bistvu cerkvenih ljudi v koncentracijskih taboriščih brutalno pomorili, zato ker je Tretji rajh itak imel v svoji agendi, ko vojno dobi, da ustoliči povsem novo verstvo in religijo. In le to se je pripravljalo v več ali manj tajnosti skozi SS, ki je de facto bil neke vrste sekta. In to je treba danes vedeti, da tisto, kar je dejansko bilo nekako božje, etično, nekoruptivno, je svoje življenje izgubilo v koncentracijskih taboriščih. In to je treba zelo imeti na umu. Kajti, ker če gremo v ta obdobja pred svetovne vojne, so velika znanstvene dosežke dejansko generirali skozi samostane, skozi duhovnike. Denimo, Slovenci ne bi imeli svoje slovenščine, če je ne bi definiral Primož Trubar, ki je pa bil duhovnik, torej po nekem današnjem merilu kriminalec. Se razumemo, kaj želim povedati. Ta problem današnjega našega sveta moramo zelo natančno razumeti in zelo natančno moramo razumeti, kaj vse je bilo uničeno v drugi svetovni vojni in kakšne so posledice. Druga svetovna vojna z dotlej neznano in nevideno agendo uničevanja sveta še danes uničuje na nekih nivojih in tudi to bomo pojasnili. Gremo naprej.